Pozdravljeni, to so Vesti na vesti. Iz ljubljanskega studia 136, vreme je še vedno zoprno. Na pobudo podjetnika Marjana Podobnika o referendumu o vstopu Hrvaške v Evropsko unijo in zemljevidu, na katerem Slovenija sega prav do Mirne, se je na Hrvaškem odzval sam državni vrh. Za Vest je Podobnikove ideje komentiral hrvaški veleposlanik Mario Nobilo. Mene zapravo uvijek brinula ta zadnjih mjeseci jedna sada malo manje izražena, ali ipak negativna energija koja se kotrljala u politici, pa onda kroz medije koja je počela nagrizati ovu substanciju. Škoda je po Nobilovih besedah zelo konkretna. Naravno da određene štete u javnostima i mene zapravo uvijek brinula ta zadnjih mjeseci jedna sada malo manje izražena, ali ipak negativna energija koja se kotrljala u politici, pa onda kroz medije koja je počela nagrizati ovu substanciju. To su privredni odnosi i odnosi među ljudima kao takvima. Mislim da su Slovenija i Hrvatska tu dosta izgubili na prirodnom planu, baš zbog tih nekih otvorenih pitanja, jer su imali strašno dobru bazu. Ne ubija se, ja volim reći, krava radi kilo mesa. Andrej Šprajc iz Save, ki je pravkar podpisala pogodbo o sodelovanju s hrvaškim podjetjem Valamar, je bil bolj diplomatski. Turizem meja ne pozna in turizem je vedno bolj globalen, to pa pomeni, da je potrebno sodelovati. Sicer pa je Marjan Podobnik včeraj zvečer zmagal v oddaji Piramida z rekordnim rezultatom. Na uredništvu Vesti se njegovi visoki zmagi ne čudimo. Vse tako kot vsak pravi Slovenec, tudi mi prisegamo na Podobnikove vrednote. Poštenost, podjetnost in tradicionalno dobri sosedski odnosi. Seveda, v imenu leteh velja tole, meje so meje in treba jih je varovati. Tudi z vojsko, če je treba. Slovenska vojska je praznovala 15. obletnico. Prireditev je bila slovesna, ganljiva in duhovno povzdignjena. Trend politične duhovnosti je začel predsednik, a prepričani smo, da ga bo premier izpilil do konca. Sicer pa je Janez Janša povedal, da je poklic vojaka premalo plačan in obljubil, da bo odslej drugače. Kot pravi ponosna vojakinja, v vojski že danes ni slabo. Začela sem v enoti, zdaj sem na generalštabu, tako da dejansko sem zadovoljna. In katera je tista najbolj pozitivna plat Slovenske vojske? Da lahko tudi ženska v moškem kolektivu uspešno dela. Tako pravi privlačno dekle iz generalštaba. Silvoplut še vedno ni pokopan. Za vsak slučaj preverite okna in vrata, še posebej, če stanujete sami in če ste ženskega spola med 18 in 35 letom. Tomaž Smolej iz Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je pojasnil, zakaj je Plut umrl. Gre za 3,2 mg na liter zolpidema, ki je posledica pač sandovala. To je bilo najdeno v krvi, oziroma v preiskavi. Za eno tako plastično primerjavo mislim, da je to več kot 5-krat prekoračena smrtna doza. Bil je požrešen. Vendar, odgovornim žal niti približno ni jasno, od kod je tablete dobil. On je tudi prejemal obiske za stekleno pregrado, tako da mu tudi njegova prijateljica ni mogla dostaviti teh tablet. V kontakt je prihajal še z odvetnikom, ki mislim, da ga tudi lahko izključimo. O etičnosti zdravnikov pa tudi ne gre dvomiti, ker jim že tako pogosto delamo krivico. Najbolj neprijetno vprašanje pri vsej zadevi pa je, kje bodo Pluta pokopali.
Na ljubljanskih Žalah ga namreč sostanovalci menda nočejo sprejeti mece. Zadnja opcija je seveda, da se ponovno obrnemo na Žale in zahtevamo od njih, da ne glede na pritiske javnosti izvedejo pokop oziroma raztros. Čemur smo se pa glede na negativne pojave in pritožbe svojcev ostalih tam pokopanih želeli izogniti. Ne nazadnje si vsakdo zasluži mir vsaj v smrti. Vsakdo? Kaj pa Plut? Ali nima tudi on pravico do pokopa in izpolnitve zadnje želje? Plut je želel biti pokopan s svojo verižico, zapestnico, svetim pismom, torej je že danes jasno, da država tega ne bo spoštovala, saj nameravajo menda raztrositi njegov pepel. No, nekateri bodo s tem gotovo zadovoljni, pogledi so pač različni. O različnosti politične levice in desnice je na primeru Poljske spregovoril France Bučar. Poljska je danes razdeljena pravzaprav na dva dela. Ena so osvoboditelji, oziroma tisti, ki so delali revolucijo, ki je bilo treba predvsem tvegati, ker je treba bilo veliko poguma, veliko idealizma, brez pričakovanja kakršne nagrade. Pravi, danes pa druga polovica, ki je prišla na oblast, ki pa v glavnem, govorim zdaj v Poljski, ki je v glavnem maščevalna, gleda, kako bi s starimi zaslugami obračunala, ki je nevoščljiva, in skratka, ki hoče oblast izkoristiti za svoje posebne interese. To govorim o Poljski. Zdaj, če slučajno kakšna zveza, to Slovenijo ne vem. Poljska se zdi Sloveniji dovolj blizu. Z obiska v tej prijateljski državi se je morda tudi zato brez pretiranega pompa vrnil predsednik vlade Janez Janša. Komentar Jurij Gustinčič. Večja povezanost med državami v Evropski uniji je omogočila, da se lažje izogibamo ideološkim nevšečnostim. Vzdušja so lahko sorodna ali pa globoko različna. Poljska je v tem trenutku razklana med svojo desno vlado, ki želi izvesti ilustracijo med nekdanjimi sodelavci komunističnega režima in ne le velikim delom prebivalstva, marveč tudi največjim delom Evrope. Slovenskemu premijeju ni bilo treba o tem niti črhniti. Bilo pa bi zanimivo, pred nekaj leti se je politična desnica tudi pri nas ukvarjala z idejo, da izvede lustracijo ter nas osvobodi, ko so rekli, balasta komunistične preteklosti. Ideja je med nami usahnila. Na Poljskem je lustracija zelo mogoča, če ne zmagajo ustavnopravni organi. Lahko sklepamo, o tej neprijetni temi ni bilo veliko govora, čeprav bi naša stran lahko poučila Poljake, kaj si bodo natovorili, če ostanejo nestrpno nedemokratični, kot bi njihov premijer rad vztrajal tudi za ceno slabih odzivov na tujem. Ali pa naj bi gospod Kačinski izrazil obžalovanje, da slovenska desnica ni dovolj dosledna. Poljsko-slovensko gospodarsko in drugo sodelovanje, slišimo, je zelo obetavno. Nič nismo slišali, ali se dve vladi dobro razumeta tudi drugače. Zelo dobro. Za prvič. Je. Kultura. V klubu Gromka sta Dražen Dragojevič in Andrej Ilc brala poezijo. Dragojevič je za Vest recitiral nekaj svojih verzov. Pegam in Lambergar sta homoseksualca. S posebno pripravo za odstranjevanje jabolčnega stržena se kažeta okrog. Skozi preluknjano jabolko sije podnevi sonce, zvečer luna. Šesti činitelj je črta. Hvala lepa za pozornost, bile so to Vesti na Vesti. Nasvidenje.